Tako, zdaj bi pa naprosil dr. Nežo Pogovšek Šalamon iz Mirovnega inštituta, višja znanstvena sodelavka in direktorica Mirovnega inštituta, zdaj že kar nekaj let. Zraven bi boste spregovorili precej, ker ste dosti glasni na tem področju povezanim z migranti. Bi povedal tudi, da boste postala naša predstavnica torej v Evropski komisiji od naslednjega leta naprej proti rasizmu in ksenofobiji pri svetu Evrope, kar je dobro. Tako da, hvala, da ste tukaj in da boste spregovorili, kar mislite, da je pomembno na povedati. Torej, dober dan, tudi z moje strani, upam, da se slišimo, ker nihče ne govori z mikrofonom, pa tudi jaz potem ne bom, je v redu? Dobro. Najlepša hvala organizatorju za povabilo. Lepo je imeti priložnost vstopati nekako v nove forme, srečevati nove ljudi, ker včasih imamo na naših temah občutek, da se pogovarjamo samo prepričani in to lahko postane dolgočasno oziroma brezplodno, tako da sem res vesela vabila. Zdaj, moji predhodniki so zelo različne teme pripeljali v to dvorano, recimo človekove pravice, potem nasilje, zdaj nazadnje ekonomija. Jaz pa sem se odločila, da bom pripeljala v razpravo vprašanje migracij. Zdi se mi namreč, da je to vprašanje precej pomembno in da je tudi precej prisotno, tako da verjetno vsak od nas na to temo vsaj nekaj razmišlja, verjetno vsi veliko beremo, če drugega ne, iz dnevnih časopisov, iz spletnih medijev na to temo in verjetno se nam postavljajo določene dileme, tako da bom poskušala nekatere od teh stvari nasloviti, pa upamo odprla tudi razpravo. Imela sem na izbiro veliko tem, namreč ne samo jaz, ampak na Mirovnem inštitutu nasplošno se ukvarjamo s precej temami. Smo eden največjih zasebnih raziskovalnih inštitutov v Sloveniji na področju družboslovja in humanistike, 16 nas je zaposlenih. Jaz se ukvarjam z tudi več temami, recimo različne teme znotraj Evropske unije in prava Evropske unije, človekove pravice oziroma temeljne pravice, različne položaji različnih manjšin in pa migracije. Recimo to so nekako moje teme, tiste, na katere sem bolj osredotočena, predvsem z pravnega vidika, ker je moja izobrazba pravna, torej sem pravnica po izobrazbi. Mogoče bi, preden začnem svojo temo, dodala samo še nekaj k temu, kar je bilo, o čemer smo že razpravljali, torej kaj lahko naredimo s svojimi otroki na tem področju, kako jih izobraževati v tem položaju, ko se vednost o grozodejstvih iz preteklosti izgublja in tudi, ko je nekako v sedanjosti taka poplava informacije, da je težko razločiti tisto, kar je pomembno. Zdi se mi, da so recimo knjige tisto, kar je, danes nismo še veliko o knjigah govorili, razen o posameznih, in se mi zdi, da recimo skozi knjige se to da narediti in to so tako torej knjige, ki jih vsi dobro poznamo, pa smo na nje morda že malo pozabili, recimo ena, ki je meni zelo pri srcu, je Deklica iz Mihovega mlina. Jaz sem jo že brala svoji 4-letnici in seveda ni vsega razumela, ampak je bilo zelo zanimivo tudi zame, preizkušnja, kako enemu majhnemu otroku razložiti grozodejstva. Na nek način seveda, da ne bo imela nočne more potem in da bo hkrati začutila, da gre za nekaj pomembnega. In hkrati je tukaj zelo veliko novih slikanic, tukaj se založbe zelo trudijo in bi tukaj recimo izpostavila eno slikanico, kako se je moj očka nehal bati tujcev, ki gre na vprašanje predsodkov in tega, da odrasli imamo velikokrat pač neke predsodke, mogoče tudi zaradi okolja, v katerem živimo, ki je še vedno precej homogeno, zaradi družine, iz katere izhajamo, zaradi medijev, ki nas obdajajo in kako se potem odrasli težko včasih soočajo z nekaterimi stvarmi, ki so otrokom popolnoma normalne. In ta knjigica v bistvu govori o tem, kako je deklica svojega očeta nekako prevzgojila, v smislu, da je doumel, da so njegovi strahovi velikokrat iracionalni in da se je tega potem tudi zavedel prek neke take zanimive situacije z svojo zdeno sošolko in tako naprej. Tako da toliko, tega nisem imela pripravljenega, ampak mi je prišlo na misel med tem, ko ste se pogovarjali o vprašanju nasilja, preteklih grozodejstev, strpnosti, nestrpnosti današnje in tako dalje. Tako da jaz bi tudi začela z osebno zgodbo. Žal nimam osebne zgodbe iz časa recimo grozodejstva iz preteklega stoletja, ampak malo drugačno. Skratka, na pravni fakulteti se je pred 17 leti začela azilno in migracijsko pravna klinika.
Torej gre za eno obštudijsko dejavnost, v kateri imajo študentje priložnost poznati eno področje prava, na katerega sicer fakulteta ne daje veliko pozornosti, ker recimo ni bilo doslej, kolikor vem je letos prvič, ampak doslej ni bilo posebnega predmeta o migracijskem in azilnem pravu. In ker je to področje resnično ogromno in ker se je Slovenija soočala torej v svoji zdaj 26-letni zgodovini, odkar je samostojna, z prosilci za azil, je Visoki komisariat Združenih narodov za begunce, UNHCR, takrat v sodelovanju s pravno fakulteto prvič zagnal takšno kliniko. To je v bistvu pomenilo, da so študenti šli čez en krajši niz predavanj na to temo, recimo 10-12 predavanj, potem pa so se v preostanku leta vključili v različne organizacije, državne organe ali pa recimo posameznim svetovalcem za begunce in začeli to tematiko spoznavati na praktičen način. Torej prek dela na konkretnih primerih, ali sodnih zadevah, ali upravnih zadevah, ali pa recimo prek posamezne recimo kot pomoč svetovalcem za begunce. No, tako da jaz sem se takrat znašla v skupini prvih 5 študentov, študentk, ki so se vključili v to kliniko. Vanjo sem se vključila iz radovednosti, zato ker je bila to prva taka priložnost na fakulteti in me je v bistvu že sama tematika pritegnila, zato ker v njej nisem veliko vedela. In na ta način sem se potem tudi jaz s tem spoznala in odkrila, kako pomembno torej, kako resnično temeljno pomembno vlogo ima pravo na način, da lahko razlikuje med življenjem in smrtjo. V Sloveniji načeloma pravo nima več take vloge, zato ker smrtne kazni na srečo nimamo in naš pravni sistem je načeloma utemeljen na načelih ustavne demokracije, se pravi vladavine prava, človekovih pravic, garancij v kazenskih postopkih in tako naprej, ampak vsem se mi je pa zdelo, da azilno pravo in migracijsko pravo pa resnično lahko naredi tisto razliko, da nekoga zaščiti pred tem, da se bo vrnil v državo izvora in bil tam morda ubit ali pa ne. In to se mi je zdelo res eno odkritje. Za študentko prava v Sloveniji je to bilo odkritje, ker dejansko o tem nismo veliko govorili. In takrat sem se jaz v bistvu soočila z to tematiko, zelo, moram reči, na nek presenetljiv način, ker je nekako tudi mi je bilo jasno, da smo bili študentje nekako ločeni od tega. Če si malo spremljal recimo medije in tako, seveda si bil potem soočen s temi vprašanji, migracij in azila in beguncev in grozodejstev in tako naprej. Na pravni fakulteti pa resnično o tem nismo veliko govorili. Tako da se mi je zdelo izjemno dobrodošlo, da se te teme vključujejo in da so zelo vključene tudi potem v zadnjih 17 letih, ker to je bilo leta 2000, da je bila ta klinika prvič. Prosim? Ali bi to nekaj vprašal? Pardon. Torej leta 2000 je bilo to, da se je to prvič zgodilo, na takrat naprej klinika vsako leto poteka, tudi število študentov vsako leto večje, mislim, da jih je zdaj tam okrog 12-15, več je kapaciteta že problem, ker jih je treba potem umestiti v neko prakso in ker je število organizacij, ki se s tem vprašanjem ukvarjajo relativno majhno, je potem tudi pomembno, da število študentov pač ostane obvladljivo. Tako da na ta način sem se potem tudi jaz s tem vprašanjem začela ukvarjati, ne samo s tem, kot sem rekla že prej, ukvarjam se z veliko temami, ampak sem za današnje srečanje pač izbrala to. Izbrala sem to tudi zato, ker se mi zdi tema pomembna z vidika tega državljanstva sveta, v čemer se nekako danes to neka rdeča nit današnjega srečanja. Torej, ko sem razmišljala o tem, sem se v bistvu vprašala, ali lahko govorimo o državljanstvu sveta na neki praktični ravni, torej, ko razmišljamo o migracijah. In seveda vemo, kako je današnji svet urejen. Urejen je na ravni nekako pretežno nacionalne države, seveda to ne velja čisto za vse države na svetu, ampak je pa to pomembno. Torej, večina držav je nekako ustanovljena na ravni nacije, naroda, na to je vezano potem državljanstvo, med državami so zarisane meje, te meje naj se načeloma ne bi prehajale brez nekih ustreznih dokumentov in brez tistih točk, na katerih poteka mejna kontrola. To je pa realnost. Tako da državljanstvo sveta je en filozofski koncept, ki pa v resnici z to svetovno mobilnostjo vsaj na ravni migracij, teh migracij, o katerih danes največ govorimo, nima veliko skupnega. Mogoče ima celo več skupnega s kapitalom. Korporacije, menedžeri, oni so v resnici pravi državljani sveta. Tisti, ki lahko potujejo povsod, katerih dokumenti veljajo, imajo tudi dovolj sredstev za to, da potujejo povsod, ampak to je res ena majhna skupina, vemo, kakšna so ta razmerja, koliko je tistih ljudi, ki na ta način pač lahko potujejo in da je v bistvu tudi kapital skoraj bolj državljan sveta, kot pa posamezniki, ki na tem svetu živijo.
Tako da to je samo en medklic, zdaj grem nazaj na te migracije, o katerih razmišljamo bolj na vsakodnevni ravni. Torej, na eni strani imamo nekako tudi, torej, eno je kapital, drugo povprečno prebivalstvo in potem hkrati tudi ta razlika med globalnim severom in globalnim jugom. Gotovo vprašanje, ali obstaja državljanstvo sveta, bolj velja za globalni sever. Ker pač globalni sever je tisti, kjer se bogatstvo večinoma akumulira na račun globalnega juga. To sicer niso pravne teme, ampak to je nekako splošno znano, da verjetno niti ni potrebno kaj dodatno utemeljevati. Skratka, za vprašanje, torej za področje globalnega juga je seveda to vprašanje mobilnosti in kako zdaj najti način, da uresničiš svoje življenje, je tako pomembno zaradi pač situacije, ki vlada zelo pogosto na določenih področjih, se pravi vojne, konflikti, množične kršitve človekovih pravic, preganjanja, torej specifične oblike preganjanja zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini, in potem tudi temu se pridružujejo ekološke nesreče, klimatske spremembe bodo tukaj igrale izjemno pomembno vlogo, ker bodo nekatere države praktično izginile z obličja zemlje in pa seveda neka splošna težava revščine, ki je seveda na določenih področjih hujša kot recimo kot na drugih, torej gotovo na globalnem jugu hujša kot na globalnem severu. In seveda je potem popolnoma jasno, da v teh razmerah določeni prebivalci, določene skupine na zemlji iščejo načine, kako bi pač zapustile svojo državo in si uredile življenje nekje drugje. Razlogi, zakaj ljudje bežijo, kot vemo, so zelo raznoliki. Tukaj je pravo seveda zelo striktno v smislu, katere migrante in begunce prosilce za azil priznava kot takšne, torej tiste, ki potrebujejo zaščito in katere ne. Vemo, da je migracijsko pravo nekaj, kar ureja preseljevanje na neke zakonite načine, torej prek pridobivanja vizumov, dovoljenj za bivanje in tako dalje. In potem na drugi strani vemo, da obstaja azilni sistem, ki je namenjen zaščiti beguncev, torej tistih, ki bežijo zaradi preganjanja, in razni potem komplementarni sistemi, torej dodatni sistemi, ker vemo, da Ženevska konvencija, ki ureja status begunca, je izjemno ozka. V bistvu ščiti samo ljudi, ki bežijo zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, zaradi svoje narodnosti, rase, vere, političnega prepričanja, pripadnosti posebni družbeni skupini. Če pomislite, kakšna ta definicija ne pokriva vojne. Ta definicija ne pokriva vojne. Skratka, vsi begunci, ki bežijo zaradi vojne, nasilja, konfliktov, ki niso povezani z preganjanjem njih kot posameznikov ali pa njihove družbene skupine zaradi njihove osebne okoliščine, ti v bistvu ne pašajo pod Ženevsko konvencijo. Zato so države izumile, oziroma UNHCR je tukaj seveda bil vključen kot mednarodna organizacija, izumile te druge načine oziroma spostavljajo komplementarne načine zaščite, ki ščitijo ljudi pred vojno, torej tiste, ki bežijo pred vojno, in potem na ta način se lahko podelijo drugi statusi, ki niso nujno ženevski status begunca, so lahko to recimo različne subsidiarne oblike zaščite, kar imamo zdaj v EU. Kar izvolite, vidim, da je vprašanje. Da je to razlog, prav te vojne ni, kajti individualno dobiš ti od sodišča, da od tega organa dobiš vojne, povejte mi eno vojno, ki je napovedana. Kaj da ni piltka, da bi rekel, na osnovi tega piltka smo vas pa sprejeli kot begunca. Ne vem, če sem razumela točno, kaj ste želeli. Praktično nimate potrdila, v Siriji noben je rekel, da je uradno vojno, noben je prišel za besedo, imam potrdilo, v tej državi je vojna. Ampak na ta način v resnici niti ne poteka odločanje o tem, načeloma ni potrebno potrdila. Dovolj je, da recimo obstajajo pač poročila o tem, da se to obravnava v okviru Združenih narodov, tako da je vem, kaj ste želeli povedati. Nasplošno je v teh postopkih izjemno težko dokazati razloge, o katerih govoriš, da si izbežal. In to je še težje narediti v nekih posameznih primerih preganjanja, kot pa recimo v primeru vojne. Za vojno se skoraj da ve, kje je, kako poteka in tako naprej. Pri posameznih primerih preganjanja pa ta postopek dokazovanja izjemno zapleten in to je skoraj da druga tema, o kateri se seveda lahko še vrnemo, če bi vas zanimala, ampak nisem mislila o njej na veliko govoriti, ker je azilni postopek izjemno komplicirana stvar in tako skoraj bi rekla tudi pravno in dejansko zapletena. Ampak se lahko vrnemo, če vas bo zanimalo. Kar sem v bistvu potem v nadaljevanju hotela povedati, je to, da seveda, če je tako veliko število svetovnega prebivalstva izpostavljenega takim neugodnim razmeram, torej milo rečeno, neugodnim razmeram, in če potem na drugi strani obstajajo te čisto dejanske ovire za zapustitev svoje države, torej meje, mejne kontrole,
zahteva potem, da ima oseba določene dokumente, šengenski prostor, ne, vemo, da je tukaj izjemno tesno zaprt. In seveda potem ljudje iščejo, torej zdaj vam govorim nekako o dejanskem stanju, ne, nekako poskušam razložiti, zakaj do tega prihaja. Seveda ljudje potem iščejo druge načine, da prečkajo meje, da odpotujejo iz svoje države. Tem načinom naše oblasti rade rečejo ilegalne migracije. Rada bi poudarila, da se večina nevladnih in tudi mednarodnih organizacij izogiba besedi ilegalno. Zakaj? Zato, ker je bilo prepoznano skozi desetletja, da uporaba določene terminologije prispeva k določenim pojavom in v tem konkretnem primeru, da uporaba terminologije ilegalnost, nezakonitost prispeva k kriminalizaciji migracij. Torej k temu, da migracije gledamo in razumemo samo še čez oči torej kriminala oziroma prestopkov, ne, in potem vsakega migranta posebej tudi samo še gledamo kot na kriminalca. Torej, zato so se vse svetovne mednarodne organizacije in k temu so se priključile potem tudi nevladne organizacije odločile za sistematično menjavo terminologije in nadomestile besedo ilegalno, nezakonito z besedami neregularno ali pa nedokumentirano. Tako da danes recimo Združenih narodov, Mednarodna organizacija za migracije, UNHCR-a ne boste več slišali uporabljati besede nezakonito, ampak bodo govorili o neregularnih migracijah in o kvečjemu nedokumentiranih migrantih. Tako da to se mi zdi precej pomembno, zato ker vidim, da pa je pri naših recimo oblastnih strukturah ta premik malo težji. Zelo pogosto ministri, ministrice še vedno uporabljajo to terminologijo, ki je bila nekako na globalni ravni že zamenjana oziroma zavržena. Ne? Tako to je mogoče en tak medklic. Skratka, ljudje se soočajo potem s temi ovirami, ki dejansko obstajajo, na glede na način, kako je naš svet organiziran, in potem iščejo te druge načine in se poslužujejo poti, ki so jim na razpolago. Vemo, da so te poti nevarnejše, vemo, da so dražje in vemo, da so tudi dolgotrajnejše. Namesto, da bi recimo ljudje imeli možnost torej se usesti na letalo, oditi nekam, pač morajo čakati več mesecev v kakšnih zakloniščih, potem jim tihotapec reče, zdaj pa čas, pa grejo na čoln, traja potem celo noč, da pridejo čez Mediteran in tako naprej. To pa poznate iz medijev, tako da tega ne rabim razlagati. Skratka, kar bi še rada povedala je to, da kot pravnica seveda se zavedam izjemnega pomena tega, da so stvari urejene in predvidene, tako da ne zagovarjam odprtih meja na ta način, k čemur pa pozivam vedno znova in ne samo jaz, ampak tudi drugi ljudje, ki na tem področju delajo na ta način, k temu, da se premisli nekako celoten ta migracijski ustroj, ki je precej naravnan na raven odvračanja, zavračanja, preprečevanja, kriminaliziranja, kaznovanja ljudi, ki pač iščejo načine, kako bi zapustili problematično območje, na katerih živijo in poskušali najti neko boljše življenje. Tako da v zvezi s kriminalizacijo bi mogoče povedala še to, da precej raziskav je bilo narejenih v zadnjih letih na to vprašanje, ali ta kriminalizacija, torej postavljanje ovir, kaznovanje, vračanje, zavračanje in tako naprej, ograje so zelo relevantna tema za Evropo, ne samo za Slovenijo, ali to pomaga, ne? Ali je to odgovor, ali nam bo to pomagalo rešiti katero od dilem na področju migracij in v resnici je odgovor, da ne. To ni ideološki odgovor, to ni ideološka ugotovitev, dejansko so bile študije narejene na točki, ali je recimo postavitev določene ograje, vzpostavitev določenega pravnega okvirja, ki je strožji, ki bolj kaznuje in tako naprej, ali je to dejansko preprečilo število prihodov in ugotovitev je bila, da ne, zato ker ljudje pač vedno najdejo način in tudi tihotapci, ki imajo te poti v svojih rokah, tudi vedno najdejo način. Pač so en korak pred regulatornimi in nadzornimi organi. Tako da zato se je tudi smiselno vedno znova vprašati, ali določena politika, ki je sprejeta, določen predpis, ki je sprejet, ali bo imel učinke. Recimo, zadnji primer je amandma k zakonu o tujcih iz januarja letošnjega leta. Verjetno se spomnite zelo burnih razprav iz medijev na to temo. Skratka, bil je sprejet amandma, ki bi v primeru novega množičnega prihoda ljudi čez slovensko ozemlje omogočil parlamentu, da sprejme odločitev, da zapre meje za vse ljudi, vključno za prosilce za azil. To je pravni instrument. To ne pomeni, da bo dejansko možno zapreti mejo. To je pravni instrument in treba se vprašati, kako se ga bo izvrševalo. Ali to, da se sprejme nek tak dokument, torej nekaj, kar je napisano na enem papirju, a lahko to potem dejansko
učinkuje v trenutku, ko bi recimo kakšen koridor spet potekal čez slovensko ozemlje. Ne, jaz recimo osebno mislim, da bi bilo to zelo težko. Mislim, da bi to učinkovalo samo, če bi naprimer konkretno Hrvaška sprejela isti predpis. Torej, da ljudje do slovenske meje sploh ne bi prišli. Ko bi se enkrat začeli nabirati, ne, in če bi Hrvaška recimo se začela vesti, kot da se to nje več ne tiče Slovenije, ne bi želela spustiti čez ali pa noter, bi imeli humanitarno katastrofo. In za to katastrofo bi bili odgovorni obe državi. Ne. Tako da, to je pa potem realnost. Ne. In zato je vedno pomembno vprašanje, ali bo nek dokument, ki je bil sprejet, dejansko lahko učinkoval v praksi, ali pa gre za neko simbolno sporočilo, ki nam ga ta dokument prinaša. Ne, tako da jaz v resnici sem imela občutek ves čas, ko je bila razprava o tem predpisu, torej te noveli zakona o tujcih, da gre za neko sporočilo državljanom. Ne bojte se, ne, poskrbeli bomo za vas in če se bo to ponovno zgodilo, bomo naredili vse, da migracijskega koridorja čez Slovenijo več ne bo. Ne. To je bilo to sporočilo. Vprašanje pa ves čas bilo, kako boste pa to izvajali, kako bo policija fizično na meji zadevo uredila, ne. Če se malo z metaforo izrazim. Tako da to se mi zdi, da to je en tak primer ukrepa malce drakonskega, katerega učinki v praksi so izjemno vprašljivi in imajo lahko zelo hude posledice ne samo za posameznika, ki bi se znašli v primežu teh ukrepov, ampak tudi za državo, ker bi potem država imela izjemno veliko dela s tem, da bi upravičevala svoje delovanje napram mednarodni skupnosti z vidika konvencij, ki smo jih sprejeli. Tako da morda bi počasi zaključila in povedala nekaj zanimivih številk, ker se mi zdi, da morda se ne zavedamo dovolj, kako je s tem. In sicer migracije v svetu se nekako niso povečale. Študije kažejo, da je izpred 70 let, ko se je prvič začelo meriti, koliko je migrantov v svetu, da je ta odstotek enak. Torej 3% svetovnega prebivalstva je migrantskega. Ne? Seveda se v absolutnem številke so se v absolutnem smislu povišale, ker se je tudi prebivalstvo izjemno povečalo od 5 milijard na 7 milijard v tistem času, ampak odstotek je enak. Tako da 210 milijonov danes recimo ljudi na svetu od 7 milijard je migrantov. Od vseh migrantov samo približno 8% ljudi se preseli na neregularen način. Torej velika večina, ogromna večina, skoraj da vsi se preselijo na regularen način, torej tako, da dobijo vizum, dovoljenje za bivanje in državljanstvo potem v neki drugi državi. To se mi zdi izjemno pomembno, ker v resnici se večino časa pogovarjamo o neregularnih migracijah, kot da je to prevladuje, pa to sploh ni res. Ne? Tako da tudi meni je bilo presenečenje, ker sem to številko videla. Hkrati, če opazujete javno mnenje, v bistvu lahko se sprašujete, koliko prosilcev za azil pa mi sploh imamo v Sloveniji. Se to vseh mora biti res veliko, če smo tako ogroženi. Ne? A veste, koliko je številka? 200. No, okrog 200 je v tem trenutku. Ne? Res, številke v Sloveniji so bile res vedno izjemno nizke v primerjavi z ostalimi državami, recimo zahodne, severne Evrope, da ne govorimo o svetovnem merilu. Ne? Vemo, da je 85% vseh razseljenih oseb na svetu je v tako imenovan tretji svet oziroma državah v razvoju. Evropa gosti zelo majhno število ljudi in Amerika in Kanada in tako naprej. Slovenija je doslej podelila status begunca ali subsidiarno zaščito manj kot 600 ljudem v vseh 26 letih. Tako da res te številke so v Sloveniji zelo majhne in se mi zdi, da je to fino imeti pred očmi vedno, ko govorimo o tem vprašanju, zato da se vprašamo, pa o čem mi govorimo, ne? Mislim, kaj je to. To je to in hkrati se mi zdi, zaključila bi pa s tem stavkom, da resnično potrebujemo en razmislek o tem, kako bo Slovenija kot neka država vključena v različne mednarodne tokove, ki je del globaliziranega sveta, oblikovala svojo migracijsko politiko v prihodnosti. Namreč prvič zato, ker v resnici migracijske politike nimamo, imamo odzivanje na izzive iz okolja, to nimamo pa politike, nečesa, kar bi bilo proaktivno, v čemer bi mi definirali v redu, migracije so realnost, tudi k nam bodo ljudje prihajali, kaj želimo od tega, torej kaj je tisto, kar mi, na kakšen način želimo mi participirati pri tem, ali smo morda bolj zainteresirani za določene države, ali smo morda bolj zainteresirani za družine, ne? Ali smo morda bolj zainteresirani za delovne migracije ali morda za združevanje družine. Skratka, da bi en razmislek o tem naredili, tega na resen način še ni bilo. Ena izjema je morda strategija ekonomskih migracij, ki je bila sprejeta leto 2010, ki pa se ne uporablja, ker je bila sprejeta pred krizo. Potem je prišla kriza, ekonomska, gospodarska in
je ta strategija obležala v predalu in se ne izvršuje v smislu nekega proaktivnega kreiranja politik, ki bi jih mi na tem področju radi imeli. In hkrati se mi zdi, da je tukaj zelo pomembno upoštevati dve področji. Prvo področje je ekonomsko, torej vsi si želimo, ne, da bi naše prebivalstvo, torej slovensko prebivalstvo, ne slovensko, torej prebivalstvo Republike Slovenije, ne, zelo pazim, kako se izražam, da bi živelo v nekem blagostanju, vsaj v nekem minimalnem smislu, da bi bilo vsem zagotovljene socialne, ekonomske pravice. Ne. In če to želimo narediti, potem moramo biti ekonomsko uspešni oziroma vsaj na način, da imamo neko gospodarsko rast. Če hočemo sploh govoriti o gospodarski rasti, ne, zdaj so to debate o tem, ali je to sploh v redu koncept, ampak to je spet druga tema, tako da ne bi šla v to. In se seveda zaveda, da je migrantska delovna sila tista, ki jo bomo nujno potrebovali, če bomo želeli to sploh vzdrževati. To je prvi argument. In drugi argument je demografski. Slovenija ima, tako kot preostala Evropa, izjemno velik problem v prihodnosti. Namreč projekcije kažejo, da naj bi do leta 2050 v nekaterih državah najhujšem položaju je Rusija, potem pa ji počasi sledijo različno vzhodno in srednjeevropske države, da naj bi bilo do takrat približno 30% prebivalstva manj v vseh teh državah zaradi pač nizke rodnosti in staranja prebivalstva in potem posledično večje stopne umrljivosti napram rojstvom. In seveda je dejstvo, ne, da je ta upad demografski mogoče nadomeščati vsaj deloma prav z migracijami. Morda nam ta ideja ne všeč, verjamem, da marsikomu ni, vem, da marsikomu ni, kar naprej to dobivam kot odziv, vendar je to pač dejstvo. Tako da, če dam samo en primer ene države, ki se je tega zavedala dolgo časa, to je recimo Francija. Francija je država, kjer ena od redkih, kjer nimajo težav dolgoročnih na tem področju. Seveda je razlog tudi v tem, da je ves čas imela neko proaktivno migracijsko politiko. To je seveda prineslo sabo tudi druge težave. Vsi se zavedamo, da ima Francija težave na področju integracije ljudi, da ima težave na področju radikalizacije, torej radikalizacije določenih posameznikov znotraj določenih verskih skupnosti, tako da to so definitivno potem novi izzivi, ki lahko sledijo. Hkrati pa imamo tudi primer recimo države, ki pa se je še nedavno tega zavedla, vendar je naredila pomembne korake, to je pa Nemčija, točno tako. Skratka, ni naključje, torej niso zgolj humanitarni vzroki tisto, kar je nemško državo v času humanitarnega koridorja navedlo k temu, da se je odločila sprejeti tako veliko število prosilcev za azil iz države, iz katere jim bo zelo verjetno morala podeliti, jim podeljuje Sirija, ne? Jim podeljuje pač zaščito, ker tam vlada vojna. Skratka, ni sprejela ljudi kar od nekod, ampak je bila pripravljena sprejeti tiste posameznike, za katere ve, da bodo tam ostali, da predstavljajo mlado populacijo, ki bo sooblikovala nemško državo v prihodnosti. Tako da zmanjkalo mi je časa, jaz bi o tem lahko govorila cel dan, tako da se bom v tem trenutku ustavila, pa seveda sem vesela kakršnihkoli vprašanj. Tako, lepo prosim. Imate vprašanje? Vi moderirajte, prosim. Mislim, da me gospod videl. Glejte, že zdaj imamo pravzaprav Slovenci, bi rekel, na račun večjega pritoka, mislim, bom vsi cifr rekel, tam približno 10,000 emigrantov, namerno ali pa prišlekov, bom rekel, ker je ta beseda zelo zlorabljena, približno 10,000 jih je, ti, ki grejo iz Slovenije, jih je približno 6-7,000, skratka, rast Slovenije gre prvenstveno teh par tisoč na leto, gre prvenstveno na račun, že sedaj na račun prišlekov iz vseh drugih okolij, pretežno so to iz bivše države, bivše Jugoslavije, ampak tudi vsemo ti ljudje in dejstvo je, da je tudi velik del od teh ljudi, tudi ljudi, ki jih mi pravzaprav esencialno uporabljamo, to se pravi visoko kvalitetni. Če greste med zdravniško srednjo in to, je teh ljudi že ogromno. In hvala Bogu, da so. Hvala. To niti bilo vprašanje, komentar, tako da mogoče se strinjam. Ja, samo... Eno vprašanje. Tale podatek je zanimivo, da je sicer merjeno, ste rekla, od 70 leta naprej. Kateri podatek? Da je samo 3% v bistvu... Mislim, da 70 let se nekako to meri. Ja, tako. Tako da nekako od 50-ih po drugi svetovni vojni se je začel meriti. Kratko obdobje, Tako. v
katerem pravzaprav še ni bila zdaj že, mislim, da nam je popolnoma jasno, prisotna kriza omejitve zemlje in njenih resursov. To je bilo obdobje, a veste, ko je še celotno človeštvo živelo relativno še vedno z možnostjo črpanja resursov. Neomejene, tako imenovane neomejene, ja. In me zanima, ali so narejene kakšne prognoze o tem, kakšna zna biti stopnja migracije vezana na vse omejitve, ki nam jih pač zdaj zemlja kaže. Predvsem mogoče vezana tudi na podatek, ki je za mene, ki je pa uraden, zdaj ne vem, če ga bom čisto natančno citirala, ampak ne gre zdaj za procent gor ali dol, da naj bi v letu 2050 že preko 80% ljudi živelo v mestnih območjih, kar se zdi skoraj nepredstavljivo. Kako bomo živeli in kdo bo živel to? Se pravi, če so kakšne prognoze ali pa kakšne statistike na tem, kakšni trendi, projekcije že narejene. Kar zdaj konkretnih številk ne vem, priznam, ampak kar je nekako očitno, je to, da bodo se migracije povečale. Torej, z vidika tega, da bo za določena področja, kjer je število prebivalstva že zdaj visoko, je že zdaj problem preskrba. Zato tudi odhajajo. Tako da gre v bistvu bolj za to, ne toliko migracij bo prenesel svet, ampak koliko ljudi bo prenesel svet. Mislim, da je to ključno vprašanje. Ker v resnici je področja, kamor se ljudje selijo, so bogatejša. Tudi ta področja lahko še veliko prenesejo. Ja, torej, jaz bi imela dve stvari. Najprej sem zelo vesela, da ste tako lepo predstavili, drugič pa, oziroma prvič nadaljevanje, omenili ste Francijo, ki ima svojo strategijo. Jaz bi rada omenila nekaj, namreč mi Francijo razumemo kot državo, takole, samo v Evropi. Mnogi pa pozabljajo, da ima Francija tako imenovana čezmorska ozemlja, Overseas Regions, zelo lepa oznaka za kolonije, ki so bile in so še. Francija pravzaprav dobiva v bistvu človeški kapital, če tako rečemo z modernim, z ekonomiziranim jezikom, večinoma iz svojih preteklih ali pa sedanjih kolonij. In ona ima izjemno velike koristi od tega, tako da je minimalni strošek to, če se skrbi za integracijo. To je tako mimogrede, ker se mi zdi, da bi bilo zelo koristno, vi boste imeli priložnost v svetu Evrope, tudi na ta vprašanje opozoriti. Namreč, prikriti kolonializem v sedanjosti v povezavi z emigracijami, to je en vidik. Drugi vidik, ki je pa še bolj grozljiv, in to je pa moja druga misel, jaz se zelo strinjam s spremembo oznak, neregularne, nedokumentirane emigracije in tako naprej. Ampak, regularni so pa vzroki, bistveni vzroki, zakaj se množične, ne samo zaradi vojn, delno pa tudi zaradi vojn, emigracije pojavljajo. Tukaj gre pa ravno za globalizacijo kapitala, zato da se uničujejo cela gospodarstva z monokulturami, da se uničuje celoten način življenja v Afriki, na otočjih, v Avstraliji, v Južni Ameriki in tako naprej, in da se hkrati s tem povzročajo tudi grozljive posledice, ki so vidne v podnebnih spremembah. Uničevanje amazonskega gozda, ki poteka kljub vsem svarilom, ki so bila na Štokholmski konferenci 72. leta zelo jasno izražena, torej že skoraj pol stoletja, ta svarila pravzaprav nič ne zaležejo in more biti, da bodo zalegla, more biti, ampak ne vem, kako bo, zaradi tega, ker se največji uničevalci, razen sedaj se začenja premikati na Kitajskem ZDA, pravzaprav delujejo v nasprotju s tem prizadevanji, da bi se kaj uredilo. Ampak ne more se urediti samo res ne s tem, da se meje zapirajo, ampak s tem, da bi bilo treba zapirati uničevanje primarnih pogojev življenja v tako imenovanem tretjem svetu. In mislim, da se tudi Evropska unija
in tudi Organizacija Združenih narodov pravzaprav premalo zavedajo in da v bistvu sodelujejo samo pri gašenju požara. Požar pa postaja vedno bolj hud in to projekcije do leta 2050. To je sploh vprašanje, če bo še sploh svet obstajal, glede na realno dejstvo, da je nekajkrat več sredstev za totalno uničenje, kot ga pa je sploh potrebnega. In glejte, ZDA, Evropska unija in vsi glavni vključno s Kitajsko, vsi so pa napovedali in tudi že delajo še večje vlaganje v vojaško industrijo in tako naprej. Skratka, svet zaradi peščice tega, kar bi Parker Beržan imenoval krematistično usmerjenih nosilcev moči, dobesedno potiskajo v brezno. In ljudje, mi se lahko borimo še tako in še tako, ampak prodor do ključnih nosilcev moči v svetu, to je bistveno. In zdaj, svet Evrope se mi zdi, da ima eno možnost, zato jaz vam polagam res, da tudi če je Slovenija relativno majhna država, pa ni rečeno, da nimamo, kako bi rekla, svojih jasnih, kritičnih presoj sedanjega stanja. Torej, ne gre za to, da bi se samo usmerila vsa dejavnost v individualno reševanje, individualne usode. Gre za to, da so producenti individualnih usod, tragičnih usod, zelo tragičnih. Da so ti producenti pravzaprav tisti, ki nenehno ustvarjajo lažno podobo o tem svetu in v bistvu ne priznavajo dovolj svoje vloge v uničevanju in v produciranju vsega trpljenja na svetu. Tako, to je jaz osebno, ko bi rekla, od začetka 70-ih let, ko je bilo popolnoma jasno, kaj čaka človeštvo, sem zelo občutljiva na vsa ta vprašanja in vedno znova pravzaprav cela vrsta kazalnikov kaže, da so se te strahotne bivanjske spremembe zgodile v veliko večjem obsegu, kot so pa znanstveniki napovedovali Rimskega kluba. Ne? In to je tisto, kar bi prav, s čimer bi se moralo zelo resno vse človeštvo preko svojih, lahko rečemo, zakonitih organizacij, bi se moralo tega dotikne. Samo en dodatek k tej odlični vaši diskusiji. V zadnji knjigi Chomsky, Kdo vlada svetu, pravi pohlep cepljen z norostjo. Točno to? Jaz če lahko samo dodam k temu, se absolutno seveda strinjam z stvarmi, ki ste jih povedali, in k temu bi samo še dodala, da sem vesela, da ste omenili sredstva za uničevanje v smislu orožja. Tukaj bi gotovo se sicer zavedate, glede na to, da ste očitno zainteresirana publika za te teme, tako da verjetno vam ne bo povedala nič novega, ampak verjetno se poznate zgodbo okrog konvencije o prepovedi jedrskega orožja in k temu, da celotna EU oziroma vse članice NATO niso pristopile k temu, so v bistvu ignorirale proces kreiranja te konvencije in sedaj tudi seveda nočejo k njej pristopiti. Tako da bi vas rada opozorila, da smo pri nas z drugimi ljudmi še skupaj pripravili eno peticijo, da naj Slovenija pač ponovno premisli o tem, saj vemo, da je zadeva utopična, ampak to ne pomeni, da ni treba nič reči. Da naj pač premisli o tem, da bi pristopila k konvenciji o prepovedi jedrskega orožja, če jo želite podpisati, še vedno je odprta za podpisovanje, na spletni strani prava peticija, tako da vas vabim k podpisu. Pomembno se mi zdi to zato, ker so bile vse druge oblike orožja, ki povzročajo škodo za civilno prebivalstvo, že opredeljene, torej konvencije že obstajajo in tudi že veljajo, recimo o prepovedi kemičnega orožja, biološkega orožja, pehotnih min, kasetnih bomb. To so te 4 oblike, ki so bile prepoznane kot najbolj škodljive za civilno prebivalstvo, ta pa še ne obstaja. Torej, prepovedi jedrskega orožja pa še nimamo, imamo samo konvencijo, ki velja o omejevanju, torej o preprečevanju širjenja jedrskega orožja, ampak to ni isto kot prepoved. Tako da se mi zdi ključno in hkrati je seveda ključen podatek tudi ta, da je organizacija ICAN, ki je desetletje delala na tem, da do te konvencije pride, dobila tudi letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Tako da je trenutek je pravi, da se o teh stvarih govori in da se jih pač ne spregleda kar tako, češ sej tako in tako ne moremo nič narediti. Bi dal samo za konec še besedo Nini.
I was going to say, in America, what's interesting, if you were to ask the room who is first generation, maybe a quarter. Then the second generation, 3/4 of the room. There's no real American, you know? So they became homogeneous. So an immigrant that comes to the United States always wanted to integrate. What's different now is that they want their separate identity. So then you have that competitive separation. Nina je povedala, da včasih je bilo v Ameriki, da ko si vprašal sobo, so vsi povedali, pač skupino poslušalcev, oddaj so, jih je četrtina rekla, jaz sem prva generacija, druga, četrtina, mi smo tretja generacija, in je bil torej vedno interes ali posmeritev, kako se integrirati, da je pa ta proces drugačen in si želimo ohranjati svojo identiteto in to je ta proces. Zdaj smo že krepko preko časa, čisto na kratko še duše. Jaz sem se sam rada iz srca zahvalila za to res tehtno in ta hip zelo aktualno izlaganje. Ampak veste, tukaj ste govorili nam, ki smo prepričani. Mirovni inštitut naj bi naj poišče načine, da se ga bo več slišalo. Podatke, ki ste jih dali na koncu, naša javnost potrebuje bombardirati. Jaz vem, da vas ne vabijo, ker vas nočejo slišati. Morate najti način, na kateri te stvari dati v javnost, ne samo nam, ki to podpiramo in vam bomo vedno držali štango. Po šolah, po službah, na plakate, v časopise, nujno. Zlasti te podatke v zvezi z migranti, ker veste, ker nestrpnost, sovraštvo se samo poglablja. Hvala vam za to. Nisem hotela reči, da nas ne vabijo. Zelo nas vabijo, hkrati pa tudi zelo veliko ljudem ni všeč to, kar slišijo. Tako da... Kako se postrajate, vejte, ponavljate eno in ni se treba ponavljati. Isto, ko nas bombardirajo s temi stvarmi, ko jih ni potrebno toliko dajati v prvi plan. Dobro, hvala lepa. Hvala lepa. Če bi samo eno izkušnjo zdaj še na to temo zraven povedal, ko smo bila na enem sestanku z Nino v Združenih narodih, povezavi z razprava praznovanja Mednarodnega dneva miru, in to je bilo glih v času, ko je prišla ven ena zelo lepa pobuda od UNICEF-a za Valentinovo, ko se nam je zelo dopadla, razširi svojo osebno ljubezen v malo neosebno, in je bila iniciativa vabilo, povabi tujca, povabi torej begunca ali imigranta k sebi domov. Smo mi poklicali v slovensko pisarno, pa so rekli, to je pa samo za 4 države v Evropi. Tako, in Slovenija ni na tem seznamu, tako da žal to ni to. Res je izziv in to kolesje preteklosti se lomi, kako bi pa zdaj res 100% stali za tistim, kar stojimo, mogoče zdaj 20-30%, ampak vse se premika, in to s pomočjo v bistvu vseh vas, ki se trudimo. Ker eno so ideali, so skozi prisotni ali pa že zelo dolgo, drugo je pa potem, ko rečeš, ko začneš pogledati, kakšna je pa cena, da stojiš za temi ideali, in pa vidiš ceno, potem velikrat jih spremeniš, priložiš, raztegneš, bomo naredili 30-letni plan, pa bomo počasno implementirali, da ne bo tak velika cena kar tako. Dobro.